Lep pozdrav. Midva s kolegom Matevžem Šlabnikom sva se v bistvu ukvarjala z dvema krajema, z Idrijo in Žirmi, ki sta postala obmejna kraja že s podpisom Rapalske pogodbe. In v tem času v tem času, v času med obema vojnama, sta ta dva kraja nekako se že privadila na obmejno življenje, tudi prebivalci so se znašli recimo s kontrabandom in pa v bistvu tik pred začetkom druge svetovne vojne, v 30 letih sta bila podvržena tudi utrjevanju, tako da Idrija, ki je bila del Kraljevine Italije, so postavljali Alpski zid, Žiri, ki so bile pa del Kraljevine Jugoslavije, tu pa je nastala Rupnikova meja, Rupnikova linija in v bistvu ta dva kraja sta bila dejansko podvržena utrjevanju. Jaz upam, da se me še vidi, no, ker mi piše, da so težave z internetno povezavo. In v bistvu, ko je nastopila druga svetovna vojna, sta oba kraja, je v bistvu Idrija ostala pod Kraljevino Italijo, Žiri so pa za nekaj dni sicer okupirali Italijani, kasneje, se pravi po 11 dneh, pa so Žiri zasedli Nemci. In v bistvu oba kraja sta bila podvržena okupacijskemu pritisku. Je pa res, da se je v bistvu tu dejansko spremenila tudi meja, ki je dodatno vplivala na življenje prebivalcev. Zdaj najprej, kar se je zgodilo glede meje, je bilo to, da so se tako italijanske oblasti kot tudi jugoslovanske pred kapitulacijo odločile, da je treba obmejni pas izprazniti. Tako so na primer, se pravi na italijanski strani, izseljevali prebivalstvo v notranjost Italije. In na primer, tukaj imamo na levi strani primer, kakšen poziv za izselitev je dobilo prebivalstvo. Potem na terenu sva pa tudi v bistvu prisluhnila zgodbam prebivalstva, ki je bilo izseljeno, na primer Tone Rupnik je bil izseljen, njegova družina je bila izseljena za približno 14 dni, živeli so v Italiji v še ne do konca dograjenem hotelu. Ko so se pa vrnili nazaj, so jih pa tu pričakale kar težke razmere, zato ker recimo del živine so jim poklali, del je bil pomendran, zato ker živino so mogli pustiti v Idriji. Tudi v njihovih hišah je bila nastanjena italijanska vojska in tako dalje. Zdaj podobno izseljevanje se je zgodilo tudi v Žireh. Tu pa je v bistvu jugoslovanska oblast 2 dni po vojni izdala odlok, da se morajo vsi prebivalstvo izseliti v zaledje Ljubljane. V bistvu umikali so se čez Smrečje, ker je bilo to takrat dejansko edina še možna linija, zato ker so bile na cestah postavljene barikade, porušeni so bili mostovi proti Škofji Loki, proti Logatcu in tako dalje. Ko se je pa prebivalstvo vrnilo na svoje domove, kot sem že prej omenila, so se pa v bistvu soočili še z eno težko situacijo in to je bila uvedba oziroma sprememba meje in tudi sprememba mejnega režima. Zdaj, če si pogledamo na desni strani, z rdečo črto in pikami je označen potek Rapalske meje. Zdaj, ta potek se je z okupacijo spremenil, zato ker je meja med Italijo in nemškim okupiranim območjem, v katerega so spadale Žiri, je dejansko se pri spodnjem vrstniku, pri mejniku številka 40, ki ga danes hrani Idrijski muzej, odcepila in se v bistvu spustila v vas Brekovice, se nadaljevala proti Opalam in tako naprej proti Planini, pri Horjulu in proti Ljubljani. Se pravi, v to območje je zarezala nova meja, ki je na primer presekala vas Brekovice,
Ta stari oziroma južni del Rapalske meje je pa ostal še vedno aktualen kot carinska in finančna meja med Kraljevino Italijo in k njej v bistvu, pod katero oblast je spadala pa Ljubljanska provinca. Zdaj, te meje se, kot smo že prej slišali, ni dalo prestopati na enostaven način, ampak samo z veljavnimi obmejnimi listinami, kot razglaša tale objava iz januarja leta 1942. No in uradni prehod je bil tudi v Žireh, se pravi navedeno Sajrah ali Žiri. So pa mejo potem tudi utrjevali in v bistvu to utrjevanje je razglašal stenski časopis, s katerim so obvestili prebivalstvo, da bo prišlo do utrjevanja obmejnega pasu. Zdaj, del prebivalstva naj bi izselili, tisti pač, ki so živeli v stavbah, ki so jih Nemci želeli v bistvu podreti zaradi lažjega nadzora meje. Zdaj samo na Žirovskem so podrli 25 objektov, stanovanjskih in gospodarskih, in recimo na terenu smo dobili en primer, kako je to izgledalo. Zdaj gre za družino Marije Jesenko, ki v bistvu njena družina je stavbo, v kateri so živeli, obnovila kakšno približno leto pred vojno in dobili so potem ukaz nemških oblasti, da je potrebno obnovljeno hišo porušiti. Takrat sta se najprej oče in njen stari oče uprla, ampak v bistvu nista s tem nič dosegla. Zdaj, če nekako povzamem kar z njenimi besedami, so jima rekli ali šus v glavo ali pa v bistvu se odločita in porušita hišo. Tako da v bistvu jima ni ostalo nič drugega, kot da sta se skupaj z delavci, ki so jih pripeljali, lotila podiranja hiše. Družina se je nato preselila v bližino, v eno drugo hišo, ki pa so jo podrli tudi po 5 mesecih, tako da so bili v bistvu še po vojni v kar težkih življenjskih razmerah zaradi tega. Zdaj, kako je sama meja izgledala, v bistvu nam prikazuje ta karta. Šlo je v bistvu za to, da so postavili žično pregrado, visoko približno 2 metra, ob njej so pač porušili hiše, na primer na tem izseku so porušili hišo pri Belinu, potem so tudi izsekali gozd in pa v bistvu mejo so še dodatno utrdili tudi z minskimi polji. Je pa zanimivo, da na tem odseku meje, ki sva ga s kolegom Matevžem Šlabnikom raziskovala, pa niso postavljali stražnih stolpov. Je pa bila meja vsekakor zelo težko prehodna in tudi v bistvu zaradi teh ovir in tudi zaradi varovanja, ki ga je izvajala nemška vojska iz Žirov. Približno v teh 2 krogih, se pravi v modrem krogu pa v rumenem krogu, so obhajali mejo 2-krat dnevno in 1-krat ponoči s patruljami, s psi. Tako da v bistvu se je moralo prebivalstvo kar nekako precej znajti, no, da so obšli vse te zapreke. In na primer, dobila sva informacijo, da so v tejle, na tem posestvu spodaj, blizu meje, se pravi, so spadali pod Italijo in da so se lahko sporazumevali z drugimi iz vasi Brekovice, so dejansko nekako natrenirali domačega psa, da je nosil sporočila pripeta na ovratnico. Zdaj psa Nemci niso odkrili, se je pa enkrat potekel in potem tam žalostno končal pod streli lovca. Je pa v bistvu meja poleg takih humornih zgodb pustila precej tudi tragičnih. Zdaj samo v Žireh je med vojno zaradi mine izgubilo življenje 15 oseb, potem pa tudi po vojni pa še 5, se pravi zaradi te mejne infrastrukture.
S kolegom Matevžem sva naletela na terenu na zelo zanimivo v bistvu zgodbo. Tukaj na levi na sliki. Gre pa v bistvu za to, da se je pri Mrzlikarju decembra leta 1943 nahajal del Gradnikove brigade in ko jih je napadla nemška vojska, so se umikali proti meji in dejansko večina oseb, ki je v tem spopadu izgubila življenje, ni izgubila zaradi strelov ali pa česa podobnega, ampak v bistvu zaradi mejne infrastrukture, ker so se pač med spopadom zapletli vanjo. Zdaj, žrtve vojne so bili poleg vojakov tudi civilisti, tudi otroci. Naprimer, Boris Arhar je umrl zaradi tega, ker je medtem, ko je pasel ovce, ena od ovac stopila na mino ob meji. Tako da v bistvu ta meja je prenesla precej tragične zgodbe. Ostala je aktualna tudi po kapitulaciji Italije, ko so Idrijo zasedli Nemci, kot vidimo na tem zemljevidu, ter ko so Žiri v bistvu postale del osvobojenega ozemlja. Sicer so Nemci pobrali nekaj zadev, recimo mreže ali pa mine, ki so jim služile za nadaljnje bojevanje. Nekaj so pobrali tudi partizani ali pa druge enote, del tudi sami civilisti, ampak v bistvu meja je ostala kar smrtonosna ovira tudi po vojni, ko jo je odstranjevala jugoslovanska armada s pomočjo lokalnega prebivalstva. In pa v bistvu nekdanja rapalska meja je ostala ločnica na tem ozemlju vse do mirovne pogodbe z Italijo in do takrat so morali prebivalci ali Idrije ali Žirov, če so želeli prečkati, dobiti posebno dovoljenje oblasti, kot vidimo kar je v bistvu predstavlja ta dokument. Je pa res, da v bistvu čeprav se je spomin na to mejo nekako izgubil, ostaja bolj aktualen spomin na rapalsko mejo, dejansko del te meje je še vedno prisoten, zato ker v bistvu bi in mreže in ostalo utrdbeno infrastrukturo lahko našli v številnih žirovskih hišah, ki so nastale po vojni. Zdaj bi pa jaz besedo prepustila kolegi Matevžu, ki se bo pa bolj posvetil še enemu na novo odkritemu oziroma pozabljenemu dejstvu, se pravi Idriji kot ožičenem mestu. Ja, Maja, hvala lepa za besedo. Jaz upam, da tehnika deluje, da se vidimo. Torej, lepe pozdrav tudi z moje strani tukaj iz Idrije, kjer smo danes nekaj precej oddaljeni od kakršnihkoli državnih meja. In si je največ kar težko predstavljati, da par desetletij nazaj je bila v bistvu Idrija, tukaj, kjer se jaz zdaj nahajam, dejansko ob meji, ne v enih čisto drugačnih razmerah, kot je mogoče videti tudi tukaj na temnem zemljevidu. Se pravi, Idrija je takrat imela okrog 6000 prebivalcev, podobno kot danes, in je bila seveda, kot danes že omenjeno, nepomembna predvsem zaradi rudnika živega srebra, katerega pomen je jasno narasel ob vsakem vojnem času, ker je živo srebro pač pomembno za vojno industrijo. In tako se je tudi v Idriji to dalo nekako opaziti. Samo trenutek. Se opravičujem za tole nezgodo. Torej, tukaj vidimo, če se na kratko vrnemo še v čas pod Italijo, torej okolica Idrije je bila izjemno močno utrjena, kot je že Maja omenjala, z obrambnimi skupinami tako imenovanega Alpskega zidu, ki so predvsem zapirali prehode v notranjost proti Italiji. In tukaj vidimo, da se je ob samem mestu, tik ob njem, v bistvu so se nahajali kar dve večji obrambni skupini, torej to so bile velike utrdbe, armirano-betonske, neke so bile pa popolnjene tudi v času druge svetovne vojne. Predvsem, ko se je okrepilo odporniško gibanje leta 1942, so te utrdbe igrale kar pomembno vlogo pri v bistvu nadzorovanju terena in nadzorovanju samega prebivalstva. Kar pa vidimo tudi tukaj zgoraj na hribu, so Italijani v bistvu postavili v Idriji tudi vojašnico, na katerem so namestili izjemno veliko število italijanskih vojakov,
nekaj te Idrija je bila tudi sedež 22. sektorja te italijanske obmejne enote Guardia alla Frontiere in je v bistvu iz tega hriba tukaj nad Idrijo nadzorovala ta sektor, obmejni sektor v času pred drugo in pa med drugo svetovno vojno. Mogoče čisto kot ena zanimivost, ena izmed fotografij, ki smo jo našli na terenu, recimo prikazuje te italijanske obmejne enote tik ob mestnem središču, torej na poti proti vojskem, in ta slika je nastala v času druge svetovne vojne, torej nekako dokazuje, da so tudi takrat te utrdbe primarno seveda namenjene obrambi proti napadu z jugoslovanske strani še vedno obratovale. Seveda razmere so se drastično spremenile septembra leta 1943, ko so po italijanskem umiku, Italijani so se večinoma z orožjem umaknili proti notranjosti Italije in jih v Idriji ni bilo več, po nekajdnevni oblasti Osvobodilne fronte, pa v bistvu 23. septembra leta 1943 Idrijo zasedle nemške enote. Kar je tukaj mogoče zanimivo, ena taka razlika z italijanskim obdobjem je to, da Nemci niso bili nastavljeni nekje ločeno, ampak so se nastanili pri civilnem prebivalstvu. Torej, ogromno hiš po Idriji je imelo vsaj enega ali pa dva nemška vojaka nastanjenega in so na ta način se nekako razkropili med prebivalstvom, niso pa uporabljali italijanske obrambne infrastrukture. Torej, vse tiste obrambne skupine, ki smo se jih prej ogledovali, so v času nemške okupacije Idrije samevale. Kar so Nemci naredili, so obrali eno drugo taktiko, ki smo jo mogoče zdaj v okviru tega našega projekta tudi s terenskim delom malo bolj raziskali oziroma sploh izpostavili v zgodovinopisju, je pa ta element, ki je bil danes tudi že omenjen, torej ožičenje same Idrije, nekak dejstvo, ki do zdaj ni bilo splošno znano. Točnega datuma postavljanja teh žičnih ovir ne poznamo, se je pa verjetno zgodilo že leta 1943 in vidimo, da je celotno mesto, v katerem so seveda nahajali, kar je bilo za Nemce zelo pomembno, tudi rudniški obrati, obdal z okrog 6-kilometrskim obročem bodeče žice. Okrog Idrije vkopali, prav bolj provizorično izvedlo, okrog 16 bunkerjev, iz katerih je okrog 200 stražarjev stalno nadzorovalo vse prihode in odhode v mesto. Kar je mogoče zanimivo poudariti, tudi to, da so prav tako kot na mejah, na okupacijskih mejah, tudi za izhod iz Idrije Idrijčani potrebovali posebno dovolilnico, ki so jo dobili na nemški komandi mesta. Ponovadi je bil zraven tudi nek domobranski uradnik, ker domobranci so imeli tudi postojanko v Idriji, ki je pač pomagal pri prevajanju in torej nemška vojska je na ta način izdajala dovolilnico, da so lahko Idrijčani, če so želeli, pač ta obroč prehajali. Kar je mogoče še zanimivo povedati, je to, da so bila nekatera področja ožičene Idrije seveda tudi zaminirana, prav tako kot na meji, ampak o nekih smrtnih žrtvah, vsaj v idrijskem primeru, nismo dobili podatkov. Lahko pokažem še eno sliko. Recimo to smo tudi odkrili pri naših terenskih sprehodih, v bistvu od enega domačina, ki se še spomni, nekako je v bistvu ta skupina vojakov oziroma stražarjev, ki je tukaj na fotografiji, stanovala v njihovi hiši in še pri nekaj sosednjih hišah. In so na ta način bili vedno na voljo, vedno pri tej žični oviri in so lahko seveda nadzorovali prehode. Recimo ta fotografija je nastala v bližini ceste Idrija-Vojsko. Ker mogoče še nekaj je zanimivo za povedati, kar smo tudi videli že pri predstavitvi kolegice Maje Vehar, torej žiri so že kmalu postale osvobojeno ozemlje. Osvobojeno ozemlje je bilo tudi Trnovski gozd, Cerkno vemo, da je bilo pomembno središče partizanskega gibanja in je bila Idrija en tak žep, nemški žep v osvobojenem ozemlju in zato se je vedno tudi zelo močno popolnjeno z vojaštvom. Če smo rekli, da je bilo stalno okrog Idrije 200 stražarjev, se lahko številka nemških oboroženih pripadnikov v mestu povzpela tudi na 800, ob seveda pomoči tudi domobranske posadke, ki je delovala v Idriji. Tako da je bilo tudi že prej v italijanskem obdobju, seveda pa tudi kasneje v nemškem, Idrija zelo močno nekako oblegana s tujim vojaštvom.
Tako da mogoče za zaključek še, kako se je celotno obdobje druge svetovne vojne v Idriji končalo, spet z enim zelo dramatičnim dogodkom, torej z raketnimi napadi, ki jih je Idrija prav v tem podobnem pomladnem času, ne, kot ga doživljamo zdaj, doživela 10 zračnih napadov, torej med februarjem in aprilom. Izvedle so ga britanske zračne sile z namenom uničenja nemških in pa domobranskih položajev v Idriji. In ker smo rekli, da so se seveda okupatorji namestili po hišah, je ogromno škode v teh letalskih napadih bilo povzročene tudi pri civilnemu prebivalstvu. In tukaj že lahko vidimo, to je, mislim, da 5. zračni napad, Idrija je že kar porušena. Vidimo mogoče tukaj cerkev Svete Barbare, ki je bila takrat uničena, občinska zgradba. Tukaj vidimo, kako rakete letijo proti gradu Geverkenik, kjer so bile nastanjene domobranske enote. Tako da se je v bistvu to dramatično obdobje s temi zračnimi napadi nekako zaključilo 28. aprila leta 1945, ko so nemške in pa domobranske enote zapustile Idrijo, se umaknile proti Primorski, proti Vipavi, Ajdovščini in tako naprej. Naslednji dan so pa Idrijo zasedle partizanske enote. Tako da s tem dogodkom bi jaz tudi zaključil ta kratek sprehod skozi zgodovino druge svetovne vojne na Žirovskem in Idrijskem. Hvala lepa.